Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že drugi prispevek iz serije posvečene letošnji veliki nagradi Nizozemske. Poglejmo si skupaj, kaj se bo vse zanimivega zgodilo pred kvalifikacijami. Tudi tokratni prispevek pred kvalifikacijami bo razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali tehnične zanimivosti, v drugem pa skušali ugotoviti razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. Seveda, zato bomo uporabili vse tisto, kar smo videli na prvem in drugem prostem treningu. Kar se pa tiče kakšnih tehničnih novosti, tu na veliki nagradi Nizozemske jih ni za pričakovati. Prihajamo iz obdobja poletnega premora, ko so bile ekipe 3 tedne zaprte. In seveda vse tisto, kar je bilo pripravljeno, so pokazali že na veliki nagradi Belgije. Sedaj tu na Nizozemskem bomo videli sicer določene dodelave in zanimivosti, ampak vse to so ekipe pripravile že poprej. Posebej za progo v Zandvoortu, kjer bomo videli res kar nekaj, vsaj po mojem mnenju, zanimivih stvari. In začenjamo z prednjim aerodinamičnim stabilizatorjem, ki je modularen. Razstaviti se ga da na mnogo komponent, kot vidimo tu pri tistem, kar so pokazali pri Scuderii Ferrari. Imamo glavni profil, pomožne profile, končne plošče, imamo pokrov nosnega konusa in še bi lahko našteval. Vidite, da nekateri stabilizatorji so sestavljeni, drugi pa ne. In seveda, ta koncept je že postal trend v sodobni Formuli 1, a to nas ne sme zavesti. Namreč pri McLarenu so nas hoteli malce pozabavati ali pa so bili mehaniki malček pozabljivi. Poglejte to fotografijo in takoj boste ugotovili, da je prednji aerodinamični stabilizator asimetričen. In verjetno sedaj marsikdo se je začel spraševati, zakaj so pri McLarenu sestavili takšno rešitev. Je mogoče število ovinkov v levo toliko bistveno različno od onega, kar vidimo v desno ali kaj podobnega? Sam pravim, da gre za provokacijo ali pozabljivost. Namreč tehnični pravilnik veleva, da aerodinamična podoba bolida mora biti simetrična tako na levi kot na desni strani. Zato takšnim fotografijam, takšnim, imenujemo jih provokacijam, mi navdušenci ne smemo nasedati. A po drugi strani, na primer pri Alpinu, smo lahko videli, kako so pravzaprav tik pred tehničnim pregledom dodelali rešitev, ki smo jo že videli. Na primer oblika teh pomožnih aerodinamičnih profilov prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, ki smo jo videli najprej na veliki nagradi Madžarske, se je tu malček spremenila. Vidimo lahko, da tisti zgornji rob ni več obarvan v rožnato, kot da so v zadnjem trenutku odstranili majhen delček tistega, kar je tudi razvidno na drugem kompletu, ki ga imajo seveda s seboj tu na progi v Zandvoortu. Tako, na primer, na prvem prostem treningu se bo lahko preizkušalo, katera varianta je boljša. In gre za malenkosti, kjer bo verjetno samo voznik odločil, ali se počuti dovolj udobno ali ne. A če smo govorili o prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, moramo naš pogled usmeriti tudi na zadnjega. Tu vse ekipe uporabljajo tisto rešitev, ki omogoča največ aerodinamičnega oprijema, kar je seveda logično. V Formuli 1 seveda obstajajo tisti 3 osnovni paketi za malo aerodinamičnega oprijema, imenujemo ga standardnim oprijemom in tisti komplet z visokim aerodinamičnim oprijemom, ki ga vidimo tu. Lepo je razvidno, glavni in pomožni profil na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju so pri tej rešitvi izjemno zaobljeni,
lahko bi dejal strukturirani, in tudi tista špranja, ki loči zgornji od spodnjega profila, je malce povlečena navzven. Vidimo to, naprimer, pri ekipi McLaren, čeprav po mojem osebnem mnenju Aston Martin ima enega izmed najbolj sofisticiranih zadnjih aerodinamičnih stabilizatorjev. A zanimivost, ki bi vam jo rad pokazal. Pri Alfa Tauriju so pripeljali tu izjemno podobno rešitev, kot jo vidimo pri Red Bullu. Kar na prvi pogled ni nič takšnega in nič čudnega, a zavedati se moramo nekega dejstva. Čeprav Red Bull in Alfa Tauri sta sestrski ekipi, ne sme prihajati do izmenjave znanj oziroma načrtov. Do istega rezultata morajo priti pri obeh ekipah dobesedno po ločeni poti, čeprav uporabljajo en in isti vetrovnik. Pa še nekaj zanimivosti. Pri Ferrariju bomo videli asimetričnost pri bolidih. Namreč vidimo lahko iz tega posnetka, da zadnji aerodinamični stabilizator bo različen. In verjetno vzrok je pa nastop Roberta Schwarzmana na prvem prostem treningu. Za mladega rusko-izraelskega voznika so verjetno pripravili malce bolj vodljivo varianto, ki bo preprečila oziroma omilila možnost izleta iz proge oziroma poškodovanja bolida. Sedež je seveda tisti, ki ga bo kasneje zasedal Carlos Sainz mlajši, in zato tudi tu je prišlo do takšnih sprememb. A rad bi vam podaril nekaj, da ta modularnost ima ogromno prednosti. Prvič ta, da ekipe lahko razstavijo prednji in zadnji aerodinamični stabilizator in tako pri samem transportu porabijo manj prostora, koliko pride do trkov. To pomeni, da pravzaprav nimajo tolikšne škode, lahko se reši marsikatero komponento in konec koncev iz treh osnovnih setov se lahko sestavi še četrtega ali morda petega. Novica, ki ste jo verjetno zasledili, je tudi ta, da pri ekipi Haas so potrdili za naslednjo sezono tako Hülkenberga kot Magnusena. Novica, ki v resnici novica ni, kajti pri ekipi Haas kakšnih drugih alternativ v bistvu niso imeli. In tu bi rad še poudaril neko zadevo. Pri ekipi Alfa Romeo F1 Team so pokazali novo barvno shemo z izjemno vidnimi napisi, ki pa pravzaprav ne naredijo njihovega bolida ne hitrejšega in ne počasnejšega. Zato mi navdušenci moramo biti pozorni tudi na take spremembe, a se moramo zavedati, da pravzaprav k sami formi bolida ne prispevajo nič. A poglejmo si, kaj lahko pričakujemo od samih kvalifikacij. Mnogokrat poudarim, da rezultati prvega prostega treninga, še posebej v luči prihajajočih kvalifikacij, nimajo ne vem kakšnega pomena. A danes bomo videli, da tudi z rezultati tega dela dirkaškega vikenda lahko dobimo potrditev za marsikatero teorijo. Tudi na prvem prostem treningu so bili vozniki hitri. Sicer ne tako kot na drugem, ampak vidimo določene trende. Namreč rad bi izpostavil, da tako na prvem prostem treningu kot na drugem so bili izjemno konkurenčni, tako pri McLarenu, kar konec koncev ni tako presenečenje kot pri Williamsu, kar pa zagotovo presenečenje je. A verjamem, da marsikdo izmed vas si lahko misli, da pravzaprav tisti najboljši, najhitrejši so se po svoje tudi malce skrivali. Če pogledamo rezultat prvega dela kvalifikacij Q1 iz lanske sezone, bomo videli, da je bil takrat najhitrejši Max Verstappen s časom minute 11 sekund in zaokroženo 3 desetink. Kar je približno enak čas, kot ga je dosegel Lando Norris v drugem prostem treningu, in le pol sekunde počasnejši je bil prav tako Max v prvem prostem treningu. Torej vidimo lahko, da pravzaprav rezultati, tista jakostna lestvica lahko tudi drži. Imam seveda nekaj pomislekov.
In prvi se dotika forme Aston Martina, posebej z Fernandom Alonsom. Rad bi poudaril, da Lance Stroll je bil bolan in lahko ni fizično 100% pripravljen. Ampak od Fernanda Alonsa na samih kvalifikacijah pričakujem, da bo prišel v tretji del in tam zasedel morda mesto v tretji ali z malo sreče celo v drugi vrsti. In ne smemo mimo dejstva, da Lewis Hamilton je tam spredaj. In prav tam spredaj ga tudi pričakujem. Odvisno bo, kakšna bo njegova dnevna forma. Bo znal ogroziti Maxa Verstappena, bo v prvi štartni vrsti ali takoj za njo. Brez skrbi sam vidim Maxa na njegovi domači dirki kot glavnega favorita. Alain de Norris je pokazal, da bi lahko presenetil z malce sreče, s kakšnim nepredvidljivim dogodkom, bi znala biti celo oba voznika Williamsa v tretjem delu kvalifikacij. Seveda, težko ju vidim v prvi ali drugi štartni vrsti, ampak pustimo se presenetiti. Tisti, ki so me malce razočarali, so bili pri skuderiji Ferrari, tako v prvem kot v drugem prostem treningu. Še posebej v drugem prostem treningu je imel težave Carlos Sainz mlajši. Seveda, prvi trening je izpustil, ker je svoj bolid prepustil Robertu Schwarzmanu. A na drugem prostem treningu je bilo videti, da njegove nastavitve so nekako imele premalo aerodinamičnega oprijema. Mnogokrat smo videli španskega voznika, kako pelje po tistih peščenih izletnih conah. In če mi je dovoljeno malce sarkazma, Carlos Sainz mlajši je tokrat oponašal svojega slavnega očeta. Težava je v tem, da Carlos Sainz, El Matador, je bil dvakratni svetovni prvak v reliju. A pustimo sedaj to, Parc Fermé še ne velja in verjetno pri skuderiji Ferrari bodo jutri za tretji prosti trening španskemu vozniku nekako dobili tisti oprijem, ki mu je tokrat manjkal. Charles Leclerc pa kot da ni bil on. Rad bi poudaril, da prednost Leclerca so pravzaprav kvalifikacije. Verjamem, tudi on zna biti med tistimi, ki se bodo potegovali za prva 4 najboljša mesta v samo soboto, ampak glede na tisto, kar smo videli v prvem in drugem prostem treningu, izgleda, da je imel tudi on težave. A pravzaprav, če malce potegnemo črto, bi lahko dejali, nič novega in nič presenetljivega, razen za McLaren, še posebej z Alainem Norrisem. Tu je treba dodati, da je Oscar Piastri imel trk na začetku drugega prostega treninga, kjer je izpadel skupaj z Danielom Ricciardom, ampak vseeno nihče izmed nas si ni predstavljal, da bo na primer lahko Alexander Albon tako visoko. Če ne bi bilo rezultata prvega prostega treninga, bi dejali, da pri Williamsu so enostavno iskali čas, ampak konec koncev, glede na dober rezultat tudi v prvi uri aktivnosti, bi lahko dejali, da res Albon bi znal presenetiti. In tudi Logan Sargent bi končno lahko pokazal, zakaj je prišel v Formulo 1. Če mu bi uspel veliki met priti v zadnji del kvalifikacij, menim, da bi bili mnogi izmed nas navdušencev izjemno zadovoljni. A konec koncev gre za moje videnje neke jakostne lestvice glede na tisto, kar je pokazal prvi in predvsem drugi prosti trening. A kar se tiče tega prispevka, kot ste verjetno že sami razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.